Danes smo nekako doživeli piko na i k dosedanjim blokadam in spotikanjem, ki smo jih v tem mandatu deležni predvsem od Pozitivne Slovenije. Vsi vemo, da stanje v državi ni dobro, da smo priča ponovno negativni gospodarski rasti in ta negativna gospodarska rast pravzaprav samo še poglablja vse tiste bolezni, s katerimi se sooča Slovenija v tem trenutku. Zanimivo je, da se je Pozitivna Slovenija z neko idejo izredne seje na temo finančnih razmer zbudila šele po 7 mesecih, da do sedaj niso pravzaprav predlagali še nobene resne razprave o teh zadevah in tudi v tej zahtevi, ki so jo vložili, ne predlaga pravzaprav nobene resne razprave o kakšnih ukrepih, ki bili potrebni v tem trenutku. Mi se zavedamo, da je ta mandat čas, ko je potrebno strniti vrste, zato smo tudi na začetku tega mandata vsem političnim strankam v parlamentu ponudili sodelovanje pri oblikovanju programov, projektov, ukrepov, rešitev za izhod iz krize. Ponudili smo tako imenovano partnerstvo za izhod iz krize in obe opozicijski stranki sta bili proti temu sodelovanju. No, kljub temu smo pričakovali, da bo opozicija, predvsem pa največja opozicijska stranka, ki je istočasno tudi največja stranka v državnem zboru, že zaradi tega, ker ni pristopila k partnerstvu, ponudila alternativne rešitve, ki bi jih lahko obravnavali paralelno ali pa predhodno pred vladnimi ukrepi ali pa istočasno. Vendar moram reči, da do sedaj največja stranka v državnem zboru takih ukrepov, takih predlogov ni pripravila. In tako tudi ni možno soočiti rešitev, idej, vsebin, ne na zakonski, ne na programski, ne na nobeni drugi ravni. Zdaj, trditev poslancev v tej zahtevi, da je gospodarska kriza relativno bolj oslabila slovenski bančni sistem kot evrsko področje oziroma območje, po moje ne drži. Slovenski bančni sistem so v veliki meri oslabili predvsem naslednje zadeve. Financiranje tajkunskih prevzemov pomembnih družb, ki so sloneli na izčrpavanju teh družb. Slovenski bančni sistem so izčrpavale in izčrpale lumparije znotraj bančnega sistema, ki so se dogajale pod krinko tajnosti, zaupnosti in neumožnosti vpogleda v bančne transakcije in delovanje. Težave bančnega sistema je povzročil tudi regulator, ker ni ukrepov pravočasno, pravzaprav se ne spomnim, da bi regulator komorkoli odvzel licenco v tem bančnem sistemu in temu so botrovali tudi mnogi politični projekti, ki so se zgodili in jih je financiral bančni sistem, tudi v zadnjem ali predzadnjem letu. Spomnimo se samo projekta Stožice, ko so celo najpomembnejši, najvplivnejši politiki v tej državi pravzaprav javno izjavili, da so politično lobirali za politični projekt, ki predstavlja danes eno izmed pomembnih lukenj v slovenskem bančnem sistemu. Skratka, o teh temah, o teh vsebinah, o teh problemih pravzaprav v tej zahtevi Pozitivne Slovenije ni popolnoma nič. Niti stavka ni o tem, pa ti problemi pravzaprav predstavljajo večino težav slovenskega bančnega sistema. Da stanje v slovenskem bančnem sistemu ni dobro, ve Evropa in vedo bonitetne hiše. Vedo ne zaradi takšne ali drugačne izjave predsednika vlade, ampak predvsem zaradi tega, ker je Slovenija pač transparentna na tem evropskem in mednarodnem trgu. Banka Slovenije mora poročati Evropski centralni banki, z svojimi članicami se ukvarja Evropska komisija,
stanje bančnega sistema spremljajo in gospodarskega sistema spremljajo tudi vse bonitetne hiše po profesionalnih dolžnostih. In rekel izjava predsednika vlade, ki je mimogrede pravzaprav realno odraz stanja v tej državi na kakšno bistveno poslabšanje ali pa poslabšanje bonitetnih ocen niti vplivati ne more. Mi smo presvetljeni, so strokovno presvetljeni od vseh teh inštitucij, ki sem jih naštel. Glede na zadnja poročanja vas medijev, glede nezavarovanih kreditov ali pa domnevno spornih odločitev v posameznih bank, recimo pri poslih v Sloveniji ali na Balkanu, bi pričakoval pravzaprav izredno sejo, zahtevo za izredno sejo na te teme. Kaj se dogaja v Novi Kreditni banki Maribor in kaj s temi posli, ki so mimogrede predmet preiskav, kaj se dogaja s posli v drugih bankah v večinsko državni lasti. Še posebej zato, ker so nekateri, ki imajo zelo veliko povedati o stanju v bančnem sistemu, pravzaprav sedaj politiki. Opravljajo funkcije poslancev, opravljajo tudi morda kakšne druge funkcije. Gospa Bratušek je bila nadzornik Nove Kreditne banke Maribor. Tu je glavni spiker Pozitivne Slovenije o bančnem sistemu. In jaz bi pričakoval, da bi tisti, ki imajo toliko vedenja o bančnem sistemu, pravzaprav predlagali razpravo o tistem, o čemer vedo. In ne o nekih izjavah, ki mimogrede niso v ničemer pravzaprav škodljive. Predsednik vlade je v teh svojih izjavah govoril samo o možnih posledicah, ki se lahko zgodijo, če določeni ukrepi ne bodo sprejeti. In te posledice se dogajajo neodvisno od tega, kaj je dejal predsednik vlade. Gospodarska rast je padla, gospodarska rast je padla zaradi težav v bančnem sistemu, po eni strani zaradi tajkunskih zgodb, ker so se znašli v težavah veliki sistemi, po drugi strani pa tudi zato, ker ta bančni sistem ni sposoben zagotoviti obratnih sredstev družbam, ki imajo naročila, pa ta naročila ne morejo sfinansirati. Tudi to je posledica teh bančnih težav. In vse dosedanje dokapitalizacije bančnega sistema niso rešile niti enega od tistih gornjih 4 zadev, ki sem jih prej naštel. Niti ena. In mislim, da bo potrebno v nadaljnjih izjavah in ravnanjih pri dokapitalizacijah najbrž odpreti tudi te gornje teme. Zdaj, zahteva, ki je vložena v zakonodajni postopek, zahteva za sklic izredne seje, je pravzaprav politikantstvo najslabše vrste. Ker želijo s to zahtevo preusmeriti pozornost od resnih in pravih problemov in pravih povzročiteljev v bančnem in gospodarskem sistemu na tiste, ki se trudijo reševati krizo in probleme. Jasno, da je predsednik vlade na vrhu te piramide. In jaz sem pravzaprav zaskrbljen, ker so naredili samo tako potezo, ne predlagajo pa pravzaprav nobene konkretne rešitve. Tiste, ki so na mizi, zavračajo, jih bojkotirajo, ustavnih sprememb ne podprejo, zakone trgajo po dolgem in počez, ne predlagajo pa nobene konkretne rešitve. In to se mi zdi, da je pravzaprav velik problem. In ta zahteva za izredno sejo ni predlog za odpravo krize v državi, ampak je to predlog za poglobitev krize. In z tega vidika se mi zdi pravzaprav ta zahteva izredno slabo sporočilo tudi evropski javnosti, ne samo slovenski. Hvala lepa.